Veliko vprašanje je, kako bo Bližnji vzhod videti, ko se bo vojna med ZDA, Izraelom in Islamsko republiko Iran končno končala. No, v začetku maja je predsednik Trump poudaril, da je za države, vključno s Saudsko Arabijo, Katarjem in Pakistanom, obvezno, da normalizirajo odnose z Izraelom kot del širšega regionalnega preoblikovanja. Toda ali lahko zgolj diplomatski dogovori preoblikujejo Bližnji vzhod, ali pa za trajen mir potrebujemo nekaj globljega, povezave med navadnimi ljudmi, med skupnostmi, med verskimi voditelji. Nov rabin dr. Jakob Nagin, predsednik Jeruzalemskega medverskega centra, je pred kratkim vodil največjo izraelsko medversko delegacijo v Združene arabske emirate, kjer so se judovski in muslimanski voditelji srečali, da bi razpravljali o sobivanju, izobraževanju in seveda o prihodnosti regionalnega sodelovanja. In tukaj je z nami v studiu rabin, pravkar ste se vrnili iz ZAE, zagotovo ste tam doživeli nekaj zelo razburljivih dni. Ste po tem obisku bolj optimistični ali bolj pesimistični glede prihodnosti odnosov med Judi in muslimani na Bližnjem vzhodu? Kot je rekel Charles Dickens, bili so najboljši časi, bili so najslabši časi. Obstajata dva vektorja. Najslabši časi, veste, glede zlorabe vere kot orožja. Ampak po vrnitvi iz Emiratov imamo več razlogov za optimizem zaradi tistega drugega vektorja. Kar je izjemno pri Abrahamovih sporazumih, ni to, da so bili podpisani, ampak njihova odpornost, ki je bila resnično, dobesedno preizkušena z ognjem. In izkušnja več kot 30 voditeljev, ki so prišli v Emirate, ne le na zaprtih konferencah, ampak tudi ob voznikih taksijev in med sprehajanjem naokoli, so občutili drugačno resničnost. In glavno sporočilo, na katerega upam, da se bomo osredotočili, ki ga slišimo od Emiratcev, tako od vodilnih kot od običajnih ljudi, je, da gre za odnos, za razmerje. Ne gre samo za interese, ne gre samo za gospodarstvo, varnost. Gre za nekaj globljega, nekaj pomembnejšega. In mislim, da je zato to nekaj, kar bo trajalo. Zanimivo. No, veste, očitno je predsednik Trump pozival več muslimanskih držav naj normalizirajo odnose z Izraelom, kar je marsikdo dvomil, da se bo res zgodilo, še posebej sredi te regionalne vojne, ki jo trenutno spremljamo. Po tem srečanju, ali menite, da države, kot je na primer Saudska Arabija, še vedno gredo v tej smeri? V redu. Kar se tiče same Saudske Arabije, ali je to posebna priložnost in izziv? Kot narod, ki je svetu prinesel islam, mora obstajati pripoved, zgodba, da normalizacija z Izraelom ne spodkopava muslimanske identitete, ampak jo pravzaprav potrjuje. In zato vidimo jedro naših prizadevanj v razvoju judovsko-muslimanskega verskega bratstva, da lahko rečemo, da obstaja velika zgodba. Oba sva del tega. In to je uresničitev naše skupne zgodbe skozi normalizacijo. Zanimivo. Tako sem skozi leta večkrat srečal morda vodilno islamsko osebnost v Saudski Arabiji, Mohameda Al-Iso. Nedavno sem bil v Washingtonu. Kongres je imel dogodek v njegovo čast, ker je bil tako pozitivna sila za medversko sodelovanje. In ko bo pravi čas, mislim, da bomo videli premike v tej smeri. Veste, mislim, da je eno izmed zanimivih vprašanj, ki jih ima veliko ljudi, še posebej po 7. oktobru ali normalizacijo. Danes vodijo vlade ali pa vidite tudi resnično podporo med navadnimi ljudmi? Ker vemo, da obstajajo gospodarski in varnostni interesi, ki smo jim bili priča iz prve roke prav zdaj, še posebej s to vojno med ZDA, Izraelom in Islamsko republiko Iran, ki je povsem jasno začrtala mejo med Izraelom in zalivskimi državami. Ampak med navadnimi ljudmi je še vedno veliko dvomov. Prav, mislim, da je to bistvena točka. Vsak od nas ima dve očesi. Eno oko so naši interesi. In na vrhu jih večinoma zanimajo interesi. Drugo oko pa je namenjeno identiteti. In to se nanaša na splošno javnost. Če splošna javnost dojema, da so naše identitete v konfliktu, nismo na poti k normalizaciji. Nekako je treba spremeniti zgodbo, da bi videli, da nas naše identitete združujejo. Dejansko obstaja nevladna organizacija Impact, ki je preučevala izobraževalne učbenike na Bližnjem vzhodu in opazila veliko pozitivnega napredka v državah po vsem Bližnjem vzhodu v zvezi z judovskim narodom.
Zanimivo. Veš, veliko ljudi tukaj v bistvu krivi vero za spodbujanje konfliktov. Torej, očitno je, da je ideja medverskega dialoga nekaj, kar je prav tako, lahko bi rekli, pogosto postavljeno pod vprašaj, včasih celo deležno dvomov. Trdiš, da je lahko vera del rešitve. Zakaj tako meniš? Prav zato, ker imajo ti ljudje prav. Prav zato, ker je vera del problema, je ne moremo prezreti. Ne moreš je prezreti. Bodisi bo ustvarila konflikt ali povezavo. Ne bo nevtralna in menijo, da je bilo to spregledano v 90-ih letih. Misliti, da gospodarska korist sama po sebi zadošča, preprosto ne zadošča. Gre za zgodbo, gre za identiteto, ki sta tako pomembni za ljudi na Bližnjem vzhodu. Tega ne moremo ignorirati. Da, to je del problema. Zato tega ne moremo ignorirati. Mislim, da potrebujemo spremembo paradigme, spremembo narativa in to moramo uresničiti. To je dolgoročen proces, vendar moramo narediti prvi korak. Ena od tem te konference je bila izobraževanje. Mislim, da se očitno soočamo z zelo težko situacijo glede na vojne, ki jih spremljamo po celotnem Bližnjem vzhodu. Veste, ta ideja, da bi otroke, ki so odraščali v vojni, učili sobivanja, se zdi težja kot kdajkoli prej. Kako se tega lotite? Torej, najprej je bilo v izobraževanju veliko poudarka na družbenih omrežjih in umetni inteligenci. In en argument, ki sem ga slišal na konferenci, je bil, da če gre za boj, kdo ima prav in kdo se moti, bomo obstali na mestu. Najprej povezanost, nato popravljanje. Moramo podajati slike, zgodbe o resnični vsakdanji povezanosti, ki presega vprašanje, kdo ima prav, kdo se moti, neskončne razprave. In gre za zgodbo, gre za povezavo, gre za skupno doživeto resničnost in prav zgodbe so tiste, ki se dotaknejo srca. In kot je rekel Gandhi, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, bodi ta sprememba in jo pokaži po vsem svetu. Prav, rada bi se vam zelo zahvalila, da ste se nam pridružili, Rabin. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje, še posebej po tej konferenci, in mislim, da vsi upamo, da se bo vse, kar ste povedali, izkazalo za resnično. Zdaj bomo šli na kratek oblastni premor, preden nadaljujemo s povzetkom. Tukaj imamo nekaj hitrih novic. Po podatkih IDF je raketa Hezbolaha zadela območje blizu severne skupnosti. Povzetek bo to podrobneje razložil, zato ostanite z nami na i24 News English. Sem Nataša Kiročuk. Hvala, Rabin, da ste se nam pridružili.